Polje, kdo bo tebe ljubil? Polje, kdo bo tebe ljubil? Spoštovane poslušalke in spoštovani poslušalci, lepo pozdravljeni. Pred tedni smo poročali o zapletu, ki je gorenjskim kmetom prepovedal vožnjo s traktorji na novem odseku obvoznice Britov-Hote-Maže. Minuli teden so znake po odločitvi Ministrstva za infrastrukturo odstranili. Promet na tej obvoznici pa je ponovno sproščen na podlagi posredovanja Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije, ki je takoj po odprtju novega odseka na ministrstvo poslala dopis, da je prepoved vožnje s traktorji nesprejemljiva, saj imajo gorenjski kmetje oviran dostop do kmetijskih zemljišč, prav tako pa je tudi ogrožena varnost v prometu. Preverba, ki so jo na ministrstvu opravili na zahtevo kmetov, je namreč pokazala, da je smiselna odprava prepovedi prometa kmetijske mehanizacije na odseku nove obvoznice. Daljinskega prometa s kmetijsko mehanizacijo na tej relaciji namreč ni veliko, poleg tega pa je na eni od primerljivih obvoznic dovoljen promet kmetijske mehanizacije. S preusmeritvijo prometa bo tako zmanjšan hrup v naselju, povečana pa bo tudi prometna varnost najbolj ranljivih udeležencev v prometu, pešcev in kolesarjev. Kmetijsko-gozdarska zbornica Slovenije je Ministrstvo za infrastrukturo prav tako opozorila na druge odseke na Gorenjskem, na katerih ni smiselna prepoved prometa s traktorji, svetovala pa je tudi, da se to področje čim prej enotno uredi po celi državi. Dobro se je zavedati, kmetijstvo nas vse preživlja. Hrvaški kmetje so v četrtek v Virovitici v znak protesta proti trgovcem zaradi nelojalne konkurence oziroma privilegiranega položaja uvožene zelenjave na trgu brezplačno delili ljudem zelenjavo. Prebivalcem so bili na voljo paradižnik, paprika, sladka koruza, lubenice in drugi pridelki, za katere kmetje trdijo, da jih v zadnjih tednih na vrhuncu pridelovalne sezone ne morejo prodati, ker se trgovci raje oskrbujejo z istovrstno zelenjavo z evropskih borz. Hrvaški kmetje v Podravini so želeli s takim načinom protesta odgovorne za kmetijstvo v državi spodbuditi k dialogu in reševanju situacije, ki se ponavlja vsako leto in svoj višek doseže med poletnimi počitnicami. Upajo, da jim bo tak način protesta omogočil tudi navezavo neposrednega stika s potrošniki. Dobra domača hrana je delo pridnih rok. Nemški minister za kmetijstvo Özdemir je na julijskem zasedanju Sveta za kmetijstvo v Bruslju protestiral, ker so nemški sadjarji ostali brez pomoči zaradi spomladanske pozebe, medtem ko je Evropska komisija odobrila pomoč sektorju sadja in zelenjave na Poljskem, Češkem in v Avstriji. Özdemir zahteva, da Evropska komisija odpravi neenakopravno obravnavo, saj pozeba po njegovih besedah ne pozna državnih meja. Po trditvah nemškega kmetijskega ministra je letošnja pozna pozeba povzročila precejšnjo škodo v sadjarstvu in vinogradništvu, predvsem v vzhodni in južni Nemčiji. Škoda naj bi po zadnjih podatkih znašala več kot 200 milijonov evrov, Özdemir pa še očita, da je bila komisija na to v zadnjih mesecih večkrat opozorjena, pa ni reagirala. Uradniki na Generalnem direktoratu za kmetijstvo in razvoj podeželja pri Evropski komisiji neenakopravno obravnavo Nemčije pri dodelitvi sredstev za pozne pozebe v sadjarstvu
Zavračajo in Ezdemirju vračajo žogico s trditvijo, da ni naloga Evropske komisije, da proaktivno spremlja razmere v vseh državah članicah in ponuja kmetijsko rezervo. Na naše Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano smo prejšnji teden poslali prošnjo za informacijo, kako da Slovenija ni zaprosila za pomoč za pozebo in neugodne okoliščine v pridelavi oziroma ali ta naša prošnja ni bila upoštevana. Odgovor ministrstva je le posreden in še vedno ni jasno, ali je prošnja bila poslana ali ne. Glede na to, da je Nemčija prošnjo vložila šele 12. julija, je očitno še čas za akcijo. Toliko za uvod, kmalu nadaljujemo s pogledom na novo metodo gnojenja poljščin in travinja. Na Radiu Ognjišče poslušate kmetijsko oddajo. Strojni krožek Pšata Bistrica v sodelovanju s podjetjem Gradagra je včeraj na poljih v okolici Komende pripravil demo prikaz kultan gnojenja s posebnim traktorskim priključkom, ki je namenjen takemu načinu gnojenja. Gre za novost, ki je naravi prijazna in konec koncev pomeni tudi varčevanje stroški gnojenja. In to novost je včeraj ugledalo precejšnje število zainteresiranih kmetov in kmetijskih strokovnjakov. Napovedano pa je, da bodo v prihodnjih tednih, mesecih podobni demo prikazi organizirani tudi na nekaterih drugih območjih Slovenije. Naš gost v naslednjih minutah je Dušan Klemenčič, kmet iz Suhadol pri Komendi in direktor podjetja Gradagra, ki je to novost pripeljalo v Slovenijo. Gospod Dušan, najprej lepo pozdravljeni. Lep pozdrav tudi vam. Metoda kultan gnojenja se vse bolj uveljavlja. Včeraj smo jo prvič imeli priložnost od blizu videti tudi v Sloveniji. Zakaj ste se vi navdušili nad njo? V naših pogojih, na tleh, kjer je visoka organska masa oziroma na tleh, kjer so nekateri elementi v tleh močno v presežku, je delovanje klasičnih oblik dušika zelo prikrajšano oziroma ne deluje optimalno in tle ravno kultan posreduje z svojimi zakonitostmi k izboljšanem delovanju dušika in manjšemu izpiranju dušika na zelo lahkih tleh. Kaj kratica kultan pravzaprav pomeni? Sama kratica kultan je angleška kratica za samo tehnologijo, pomeni pa Clever Uptake Long Term Ammonium Nitrogen. V slovenščini bi to prevedlo čisto dobesedno pametni odvzem dolgotrajno delujočega amonijskega dušika. Sama tehnologija kultan je bila razvita že v 60-ih letih, vendar takrat zaradi velikosti kmetij in logističnih težav z transportom teh gnojil je bila to tehnologija predvsem za velike površine. Z povečanimi oziroma z novimi okoljskimi zahtevami glede gnojil smo prisiljeni izkoriščati gnojila bolje, ker je tudi omejeno količina dušika po hektarju. Ravno kultan tle nastopi za svojimi prednostmi. Je pa industrija razvila v tem času manjše stroje, ki so primerne tudi za manjše kmetije, seveda v sodelovanju preko recimo pri nas možnost strojnih krožkov za samo izkoristek stroja in z logistiko, se pravi transport tega gnojila v IBC kontejnerju, kjer lahko tudi kmetije v slovenskem formatu nabavijo to vrsto gnojila za svoje potrebe. Izkušnje iz Evropske unije, kjer nekateri kmetje to metodo že uporabljajo, kažejo predvsem na večjo učinkovitost gnojenja, predvsem pa se vse skupaj potem pozna pri rezultatih v pridelavi. Kako bi to komentirali? Ja, te izkušnje so podprte z študijami. Iz Švice, v Švici so njihovi strokovnjaki oziroma kmetijske organizacije raziskovale delovanje dušikov oziroma tudi ostalih gnojil, ker v samem kultanu se uporablja tudi lahko zraven še vsak potreben element, kateri v zemlji manjka.
od fosforja do ostalih mikroelementov. Sedaj je tudi že kalij v tekoči obliki, tako da so z testi v laboratoriju in na polju dokazali, da je to trenutno najboljša tehnologija, katera omogoča dobre izkoristke hranil, kot tudi preprečuje izpiranja hranil. Trdijo, da so opazili, da rastline, ki so gnojene na tak način, zasnujejo večje koreninske sisteme, posledično je povečana tudi podzemna biomasa in nekako trdijo, da se prav zaradi tega dejstva potem izboljša sama učinkovitost uporabe dušika. To drži. Sam kultan sistem pomeni, da se gnojilo preko posebnih aplikatorjev, nekako bi rekel, igel na takmu kolesu, kater ima igle po obodu, aplicira v globino 7 cm, da pride 22 obodov na kvadratni meter in ta mikrocona, kjer je gnojilo obrizgano, obide rastlina z koreninami. Gospod dr. Rok Mihelič iz Biotehniške fakultete je to v svojem obrazložitvi lepo pojasnil na tak način, katerega lahko razumemo, da te korenine, ki so obdale to mikrocono, kjer je apliciran gnojil, ta gnojil ližejo. Ližejo kot na nek način, kot povedal recimo lizalen kamen, da dobi tisto zadevo, katera je pač v gnojilu noter. Zdaj, rastlina dobi to hranilo in rastlinam to odgovarja. Zato obdajajo to mikrocono za koreninami, obenem pa še na tistem modelu spremeni pH tav, seveda tle moramo paziti, katero vrsto gnojila uporabimo glede na tip tav, ampak v sami fazi rasti rastline, rastlina preko teh lizanja, teh mikrocon pridobiva svoje hranila. Je pa kot vsako gnojilo, kultan sam ima svoje zakonitosti oziroma svoje potrebe, lahko se pa v amon sulfat primeša tudi amidne oblike, lahko tudi nitratno obliko, lahko mešanico z uanom in se pridobi tip gnojila, kateri odgovarja za določen tip tav. Že v prejšnjih pogovorih ste vedno rekli, da je zelo pomembna analiza tav. Verjetno tudi za to gnojenje svetujete, da tisti, ki ga bodo uporabljali, imajo najprej dobre analize tav. Ja, se to svetuje že dobra kmetijska praksa oziroma vsa navodila naprej, kar iz tega izhaja. Je pa v današnjem času možnost velikih načinov analiz, na veliko elementov in nekako je treba spoznati, kaj tipu tav manjka oziroma kaj presega, ker tudi nekateri elementi, ki presegajo potrebe v tleh ali pa nujnosti v tleh, lahko blokirajo dovzem drugih elementov in pol nazadnje pridemo do pogojev, kjer rastlina nima odpornosti ne na bolezni, ne na sušne strese, seveda kratkotrajne sušne strese. Zato so danes razvite metode, razvite tehnike analiz in tle je to, kar nuja v današnjem kmetijstvu, ker z leta v leta smo na trgu, bi rekel, na borzi in cene so pač kakršne so, tako repromaterijala kot proizvedenih hrane oziroma komponent hrane. In zdaj, če naša konkurenca po svetu to uporablja, oni to izkoriščajo, itak so že pred nami, imajo že prednost in oni lahko proizvedajo hrano za nižjo ceno, kot je pa proizvedemo mi doma, če še malo tam v megli noter iščemo, kje je naša ekonomika oziroma kje je naša rentabilnost, vse proizvodnje.
Gospod Dušan Klemenčič, vprašal bi vas še to. Listal sem raziskave, ki kažejo, da uporaba amonijeve oblike dušika izboljša absorpcijo fosforja in da je to dejstvo tisto, ki je pravzaprav potem tudi glavno gonilo rasti korenin, recimo koruze ali pa drugih kmetijskih rastlin. Že prej ste rekli, tam lokalno pade pH, verjetno je to tisti moment, ki potem izboljša absorpcijo fosforja. Ja, tla so zelo različna. Ne? Da jaz to lahko, jaz nisem noben ekspert v analitiki ta oziroma interpretaciji rezultatov, ampak tisto, kar so te analize pokazale, je, da ravno fosfor je na določenih tipih tav vezan oziroma nedostopen rastlinam. In zdaj ta fosfor se v večini primerov oziroma ponekod je potrebno pač apnenje, da se ga sprosti, drugod je pa potrebno nekaj kisline, da se to začne sproščati. To kislino lahko pridobimo z amonsulfatom, sploh pa v sistemu kultan, ker bo samo tisto točko vboda spremenil pH, v tisti točki vboda se bo sproščala kislina, katera je potrebna na tleh z visokim pH tav oziroma na tleh z visokim deležem organske snovi oziroma humusa v tleh. Ker treba je tudi tam opozarjajo, današnje analize govorijo, te bolj kompaktne analize po raznih metodah govorijo o primernem pH-ju za nek tip tav. Ker sam humus lahko zveže hranila in jih bo zadržal ali pa prepočasno spuščal. Raven tako to velja za dušik. Pri dušiku je pa še problem nastane zaradi mikrobiološke aktivnosti tav, katere so ravno v visokohumoznih tleh je večja mikrobiološka aktivnost in ti mikroorganizmi lahko prehitro predelajo amonijsko oziroma amidno obliko dušika in to pomeni, ko pride preveč nitratne oblike v tleh, pa močne padavine, izpiranje dušika. Sistemi kultan so največji razmah uporabe v zadnjih letih doživeli prav na vodovarstvenih območjih. Verjetno je prav to, kar ste zdaj omenili, razlog za to, torej, da ne pride do izpiranja. Ja, izkoristek dušika, seveda. Tudi izpiranje in sklepevanje dušika sta glavna razloga za izgube dušika. Če izklepuje amonijska oziroma amidna oblika ob volatizaciji v nitratno obliko, ker samo nitratna oblika je dostopna rastlinam in tudi samo nitratna oblika se izpira. In v samem procesu tega v tleh to lahko zadržimo oziroma z primernim pH-jem samega gnojila najbolje izkoristimo recimo amonijski kot tudi amidni dušik. Je pa to poli na podlagi analiz to ugotovijo, kater pH gnojila je optimalen za neko zemljišče. Kar na pamet je to težko reči, ker tav je le toliko in toliko vrst, tudi preteklost gnojenja, to lahko vpliva na sam pH tav in stvar, če hočemo doseči neko ekonomiko, sodeluje tako na prve dobra analiza, naprej pa še primeren tip gnojila, kateri bo sploh na lahkih peščenih tleh, kakršne imamo tudi mi, ker imajo še povrh vsega tudi 7% humusa, da ta gnojilo probamo čim bolj optimalno izkoristiti za rast rastlin. Gospod Dušan Klemenčič, za konec, na vaši kmetiji ta sistem že uporabljate. Včeraj ste ga predstavili vsem zainteresiranim, precej zanimanja ste poželi. Glavno vprašanje je, kako je z oskrbo s tekočim gnojilom z amonijevo obliko dušika oziroma tudi drugimi gnojili v tekoči fazi, ki bi omogočala uporabo tega sistema.
No, sam kultan je uporabljen letos prvič in to še v poznih setvah koruze, tako da zaenkrat še nimamo nobenih takih rezultatov v kilogramih na hektar. Ta testni stroj je bil zaseden v zgodnem delu leta in je šele junija oziroma julija bil razpoložljivo za Slovenijo. Prej smo gnojili predvsem z uanom, za katerega smo zvedeli, da ima za naš prek analiz za naše tla previsok pH. Tako da predvsem pri nas je veliko število parcel, smo pa na ta način zmanjšali efekt robnega gnojenja, se pravi efekt robu raztrosa pri granuliranih gnojilih, kjer pade manj gnojila kot pa na sredini in to je kar našemu primeru kar 10% površine pognojeno ene parcele manj kot pa optimalno oziroma po tistemu navodilu, kakor naj bi bilo za neko kulturo. Dej sam ta kultan raven tako pomaga pri gnojenju do roba oziroma ob teh obvodnih pasovih, da ne gnojimo v sam vodotok, ker je odmik je sicer predpisan, ampak tudi tle je nemogoče, da gnojilo zaide v vodo, ker ne leti po zraku. Samo gnojila, seveda vsaka specifika, vsako gnojilo, vsaka novost ima nekaj težav. Gnojila pred leti so prišle iz kutine v obliku uana, amon sulfat pa večinoma izvira iz obnovljivih virov. Sam amon sulfat se proizvaja v bioplinskih teh napravah, v bioplinskih proizvodnah, kjer je stranski efekt, stranski produkt. Dočim lahko v Švici so že primeri v njihovih študijah, da so ta amon sulfat pridobivali tudi v čistilnih napravah komunalnih vod, ker ravno tako vsebujejo amonijak, ga posnemajo, te hlape in poli delajo raztopino amon sulfata, katero pa uporabljajo za gnojilo. Seveda vsa ta gnojila morajo imeti certifikat CE Fertilizer, kar dovoljuje za uporabo v kmetijstvu. To je že pri sami nabavi nujen parameter. Je pa, vezani smo kot z ostalimi gnojili na evropski trg. No, še en vir tega amon sulfata, kateri se celo po določenih državah dovoljuje kot biognojilo, je pa proizvodnja gaziranih pijač. Tudi tam nastaja ta amonijak, katerega potem odsesajo in dodajo žveplo in nastane amon sulfat. Sam amon sulfat je relativno nizko koncentrirano gnojilo. To ima sestavo 8%, večinoma 8% dušika, 9% žvepla, lahko je pa tudi v drugih razmerjih, odvisno od proizvodnih kapacitet nekega proizvajalca. Ni pa problem, po Evropi so trgovci, kateri to z veseljem prodajo. Tudi sama cena je zanimiva. Manjše težave so pri sami logistiki, ker je sama cisterna, velika cisterna 25 ton, relativno drag transport. Pri IBC-jih, kot sedaj to transportiramo, teh 1000 litrskih kontejnerjih, je pa embalaža pač zamenljiva oziroma plačljiva. Tako da stvari se rešujejo kljub dokaj visokim transportnim stroškom, je pa še zmer kilogram čistega dušika iz tekočega amon sulfata cenejši kot kilogram čistega dušika iz podobnega granuliranega amon sulfata.
Tako sem prepričan, da bo sama metoda požela zanimanje, predvsem pa, ko se bodo videli rezultati, se bodo ljudje naprej odločali. Gospod Dušan Klemenčič, hvala lepa za vsa pojasnila in vse dobro. Lep pozdrav tudi vam in vašim poslušalcem. Na Radiu Ognjišče poslušate kmetijsko oddajo. V Centru varne vožnje na Vranskem, ki deluje pod okriljem Avtomoto zveze Slovenije, Zveza slovenske podeželske mladine skupaj z Zavarovalnico Triglav pripravlja brezplačno delavnico varne vožnje ter dela s traktorjem in traktorskimi priključki v prvi vrsti za mlade z podeželja. Vse skupaj se bo odvijalo prihodnjo nedeljo 11. avgusta. Zelo bogat program pa nam bo v naslednjih minutah predstavila Doris Letina iz Zveze slovenske podeželske mladine. Doris, najprej lep pozdrav. Lepo pozdravljeni. Pred 2 letoma, če se ne motim, ali 3, se je tako izobraževalno druženje že dogajalo na Vranskem. Mladi so bili potem navdušeni, veliko posnetkov obstaja. Verjetno je to tisto, kar je pripomoglo k odločitvi, da letos nadaljujete. Res je. To navdušenje in pa po drugi strani tudi vse nesreče, ki pa so se po tistem še dogodile. Ne samo mladi, najmlajši, ampak tudi tisti bolj izkušeni so bili ne samo navdušeni, tudi presenečeni in zagotovo podučeni. Vsi pa smo bili na koncu nekako opomnjeni, da je za nesrečo dovolj že kakšna rahla nepredvidnost. In glavni namen dogodka je to, da se tej nesreči lahko izognemo, jo predvidimo in da se z njo znamo konec koncev tudi soočiti. To je naš glavni cilj, torej da se vsi udeleženci naučijo, kako ravnati, če se kaj dogodi, in pa da se opozorimo sami sebe, da nesreča je res lahko za vsakim ovinkom na vsakem koraku. Letos boste vsebine še razširili. Kaj bo torej, morda če se najprej ustaviva, mogoče preizkusiti, se naučiti na samem poligonu? Ja, na poligonu ohranjamo in pa nadgrajujemo vse vsebine, ki smo jih že kar dobro dodelali, in sicer zaviranje in umikanje na spolzki podlagi z različnimi priključki, potem parkiranje s priključki, traktorja in pa tudi avtomobilov z živinskimi prikolicami, potem vzratna vožnja s pripeto prikolico, razne spretnostne vožnje, spet z raznimi priključki, obtežbami, oteženimi pogoji, testiranje raznih novih tehnologij, ki prihajajo na traktorje. Potem tokrat bomo dali poseben pomen tudi pneumatikam, ki jih marsikdaj mogoče malo vzamemo za samoumevne. Prisotno pa bosta tudi ponovno sadjarski in vinogradniški program. Ob prizorišču napovedujete še dodatne vsebine? Res je, te spremljevalne aktivnosti smo prav tako ukrepili in sicer ena izmed zagotovo najpomembnejših je prva pomoč. Kaj narediti, ko se zgodi nesreča, kako ravnati, kako posredovati. Vemo, da vedno nimamo nekako optimalnih pogojev in se moramo znajti s tem, kar imamo, in tudi mi biti tisti, ki prvi priskočimo na pomoč, pomagati sebi ali pa komu drugemu. Potem pristopen bo simulator vožnje za kosilnico in pa prevračalnik, torej če se naše vozilo prevrne, kako se rešiti, kako postopiti, da lahko varno rešimo sebe in pa mogoče koga zraven nas. Potem dogodek pripravljamo skupaj z Zavarovalnico Triglav, zato dajemo pomembno nekako pozornost tudi temu, da pa se nesreča lahko zgodi kjerkoli, kadarkoli, ampak da lahko stvari zavarujemo, da je potem sanacija morda lažja. Torej, kaj zavarovati, zakaj, kako in pa seveda kdaj. Na spletni strani Zveze slovenske podeželske mladine sem videl, kjer vabite na ta dogodek, da je potrebna prijava. Morda še o tem kakšno besedo. Res je, za udeležbo je potrebna prijava. Dogodek je popolnoma brezplačen, namenjen je res čisto vsakomur, ki ga to zanima, vsem generacijam, zato so
smo vabljeni, da pridemo sami, z družino, s starimi staršami, tetami, sosedi, znanci, torej z vsemi, ki nam pogosto prečkajo pot. Prijava je potrebna, za vse udeležence pa je zagotovljeno tudi nedeljsko kosilo. Ob vseh pridobljenih izkušnjah in pa naukih iz poligona. Torej, spoštovane poslušalke in spoštovani poslušalci, slišali ste, v nedeljo vabljeni na Vransko. Veliko se boste lahko naučili za svojo lastno varnost in varnost vaših najbližjih. Upam, da vam ne bo potrebno to znanje uporabiti, oziroma da vam bo to znanje pomagalo, da do nesreče ne bi prišlo. Pa še obilo dobre družbe se obeta potem, ko bo končano, kaj ne? Res je, ne samo, ko bo končano, ampak tudi med samim dogajanjem. Torej, zelo dobra družba in pa še enkrat poudarek, strokovno usposobljeni inštruktori ter možnost, da poizkusimo vse te nevarnosti v nekako kontroliranih, na kontroliranem poligonu, v teh okoliščinah. Zdaj imamo res priložnost, da to izkusimo, kako je čez spolsko, kako ravnati, če cisterna na pol polna nas zanaša. Torej, potrebna je samo še prijava in se vidimo naslednjo nedeljo na Vranskem. Torej, v Centru varne vožnje, ki deluje pod okriljem Avtomoto zveze Slovenije, Zveza slovenske podeželske mladine skupaj z Zavarovalnico Triglav pripravlja brezplačno delavnico varne vožnje ter dela s traktorji in traktorskimi priključki. Na spletni strani Zveze slovenske podeželske mladine najdete vse dodatne informacije, predvsem pa povezavo, da se prijavite. Doris, hvala lepa in dobro izvedbo. Najlepša hvala, lepo vabljeni in se vidimo v nedeljo. Dobra domača hrana je delo pridnih rok. In to je vse, spoštovane poslušalke in spoštovani poslušalci, kar sem pripravil za naše današnje nedeljsko druženje. V tednu, ki je pred vami, vas opozarjam na torkovo dopoldne. Takrat boste lahko prisluhnili oddaji Zadružno iz Slovenije. Aktualno bomo pogledali na dogajanje na zadružnem področju. Vsako jutro, takoj po poročilih ob 9. pride na vrsto rubrika Minute za kmetijstvo in podeželje, ki jo lahko slišite tudi v podkastu. V nedeljski kmetijski oddaji čez teden dni pa nove vsebine in novi izzivi. Vse dobro in lepo nedeljsko popoldne. Zavedajmo se, da nas kmetijstvo vse preživlja.